Dragi pater Primož, kapucinski provincial, Janez Kobal, generalni duhovni asistent skavtov, dragi bratje duhovniki, dragi skavti in tisti z rutkami in tisti, ki nimate rutk. Vsi smo namreč na nek način božji skavti, poslani v ta svet zato, da v njem prepoznavamo Boga, da v njem oznanjamo Boga, da v njem slavimo Boga in da v njem drug drugemu pomagamo prihajati k Bogu. Kot rečeno, je današnji dan priložnost za iskreno zahvalo dragemu Bogu in vsem tistim, ki so na različne načine pripomogli za to, da se moramo danes veseliti skavtske hiše. Zahvaljevanje je v našem življenju izredno pomembno. Zahvaljevanje namreč vsakemu izmed nas odpre razsežnost, obogati življenje. Kajti takrat, ko začnem izrekati zahvalo z usti in še prej seveda s srcem, takrat spoznam, kaj vse mi je v življenju podarjeno. Danes vemo, da živimo v času in v svetu pravic. Imamo vse mogoče pravice. In prihajamo tako daleč, da pravice žrejo pravice. Se obračajo ena proti drugi in ne morejo biti uresničene. In dokler živimo zgolj v svetu pravic, toliko časa živimo v svetu nezadovoljstva, ker ga ni ne političnega sistema, ker je ni cerkve, ker ni Boga nad nami, ki bi mogel vsem tistim pravicam, ki si jih mi zmislimo, zadostiti. Zato ta družba pravic ostaja in vedno bolj bo družba nezadovoljstva. Človek pa, ki iskreno vidi darove v svojem življenju, najprej sebe samega, potem pa se ozreš na levo, vidiš dar, na desno vidiš dar, pogledaš mami v obraz, vidiš dar, srečaš očeta, vidiš dar. In pogledaš to skavtsko hišo, vidiš dar. Same na koncu koncev nezaslužene stvari, ki vstopajo v naše življenje, vključno z menoj samim. In mi dajo možnost in prostor radosti, veselja, zajemanja življenja s tistim polnim prgiščem. In življenje potem postane lepo. Tudi skavtska hiša dar. Seveda se je bilo potrebno spoprijeti z vsemi skrbmi, z vsemi strahovi, z vsemi ovirami in težavami, ki so se vmes javljale druga za drugo. Nič hudega. Bili smo obdarjeni s pogumom, z vztrajnostjo in z delovnostjo. In smo mogli na ta način to željo in ta načrt pripeljati do konca. Življenje kot dar. In vse v življenju kot dar. Zato, da bi bilo življenje polno in lepo in da bi se ga veselili. Potem pa bi rad poudaril dve stvari iz današnje Božje besede, ki jih vidim kot na poseben način napisane na skavtsko dušo, na skavtski način življenja. Najprej iz Pavlovega pisma Rimljanom. Verjamem, da ste večine zaslišali tisto Pavlovo besedo, ki pravi, pravični bo živel iz vere, ampak na skavtsko dušo je napisano, da Boga
moramo spoznati iz njegovih del. In skavt, če je tisti pravi skavt, ne zapečkar, ne zato, da se ponaša skavtsko ruto in morda še s kakšnimi drugimi skavtskimi trofejami, ampak pravi skavt po srcu, ki hodi skozi življenje in vidi življenje. Premalo je hoditi skozi življenje. Potrebno je videti življenje, ki hodi skozi naravo in vidi naravo. In vidi Božje delo v lepoti velikega stvarstva. In vidi Božje delo v detajlih Božjega stvarstva. Skavt ne sme nikoli iti mimo majhnega cveta. Ga ne spregleda čebela in ga ne sme spregledati skavt. Ker ga je Bog ustvaril za človeka, za čebelo in za skavta. In če boste znali na ta način hoditi skozi svet, skozi Božje stvarstvo, vam zagotavljam, da se vam bo utrnila misel, ki se meni tolikokrat utrne ob res drobnem cvetu. Dragi Bog, koliko časa si ti vzel za to, da si ustvaril tole drobno, majhno cvetko, mimo katere večina omahuje in se prikrajša za lepoto, ki ti jo Bog podarja. Ne drvite skozi življenje, ker bo življenje zdrvelo mimo. Hodite skozi življenje, glejte življenje. In v tem življenju vedno znova odkrivajte, kaj vse je Bog ustvaril. Zato, da bi odkrivali njegovo veličino, njegovo lepoto, predvsem pa njegovo ljubezen. Če bomo znali na takšen način, dragi bratje in sestre, hoditi skozi življenje, ne bomo delali, kakor opozarja Pavel, podobe slične menljivemu človeku in pticam in četveronožcem in plazilcem, ne bomo delali malikov. Ne iz ustanov, ne iz zgodovine, ne iz človeka. Pa bomo vedno znova z očmi in srcem gledali in slavili stvarnika, Boga. In ničesar ne bomo postavljali na njegovo mesto. Potem nas pa Jezus v evangeliju opozarja na nekaj pomembnega, tudi dragoceno za skavte. Za vsakega kristjana, ampak skavti ste na nek način posebne enote krščanskega življenja, evangelskega življenja. Zakaj gre? Veste, ko mi slišimo besedo farizej, se v nas že prebudi nekaj negativnega. Do farizejev imamo negativen odnos. In Jezus je povedal kar nekaj krepkih na račun farizejev. Ampak takrat, ko mi dovolimo, da nas prevzame takšen negativni odnos, negativna drža do farizejev, takrat pozabimo, kdo je Jezus. Jezus je imel med farizeji prijatelje. Farizeji so ga sneli s križa, ga pripravili na pokop in ga položili v grob. Nikodem in Jožef iz Arimateje, dva farizeja. K farizeju je danes šel na obed. Se nista strinjala. Njuni pogledi so bili različni. Farizej
se je pohujševal, ker je Jezus prišel, sedel za mizo, ne da bi izpolnil to, kar je veljeval običaj, da bi se umil, preden bi sedel za mizo. In je to tudi povedal. Vsekakor, ali z besedami, ali zgolj z gestami, Jezus je razumel, kaj moti tega farizeja. In Jezus ni odšel. Jezus je ostal, gost za to mizo. In povedal temu farizeju, ki je bil zvest izpolnjevalec postave, da je treba začeti znotraj. Kaj koristi, če imaš krasno omaro zloščenih kozarcev in ne vem česa še vse, ampak nikoli nisi pomil znotraj. Jezus pravi, da je treba pomivati znotraj. Tam je tista prava umazanija. In poglejte, skavt mora prav zaradi svojega skavtskega življenja imeti to svobodo, da nikogar ne izloči. Nikjer ne doživi takšne zadržanosti, takšne nevarnosti, da bi rekel, ne, s tem človekom pa ne. Seveda mora pa skavt imeti tudi potrebno notranjo trdnost, kakršno je imel Jezus. Da je šel k farizejem in da je šel k cestninarjem. Da se je pogovarjal z prostitutkami in da se je pogovarjal z velikimi duhovniki. In vedno ostal on sam. Vsem prinesel oznanilo o očetovi ljubezni, nobenega ni prikrajšal za to evangeljsko oznanilo in hkrati je ostal on sam. In ni nehal biti on sam, tudi ko je šlo za življenje. Ni zatajil svojega poslanstva, ni zatajil evangelija, ni zatajil očetove ljubezni, tudi ko so ga pribijali. Dragi skavti, vam želim, da bi se tudi v tej hiši in v programih, ki bodo nastajali v tej hiši, učili te notranje svobode, iz katere more živeti prava ljubezen in tista resnična moč, ki spreminja svet. Bodite svobodni v Kristusu. Svobodni za oznanjevanje in svobodni za življenje po evangeliju. Amen.